Dr. Matej Zadravec se je rodil 20. aprila leta 1979 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo, ki obravnava procese mešanja tekočin z najmodernejšim pristopom k reševanju takih primerov, in sicer računalniško dinamiko tekočin. Leta 2009 je doktoriral z doktorsko dizertacijo na temo razvoja novega numeričnega algoritma za računalniško dinamiko tekočin toka mikropolarnih tekočin, med katere lahko uvrščamo suspenzije. Poklicna pot se je nadaljevala po zagovoru doktorske dizertacije z zaposlitvijo na že prej omenjeni fakulteti, na delovnem mestu asistenta z doktoratom v cilju opravljanja pedagoških, raziskovalnih in projektnih obveznosti, kjer je zaposlen tudi sedaj, in sicer na področju procesnega, energetskega in okoljskega inženirstva. Med vsemi temi leti je sodeloval pri različnih aplikativnih in raziskovalnih projektih ter se v okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela udeleževal številnih izpopolnjevanj oziroma gostovanj v tujini. Dr. Matej Zadravec sodi v mlajšo gardo pomurskih akademikov. Pred 3 leti se je včasih po svojem doktoratu priključil akademiji, bil tudi na prvi konferenci Pomurske akademije, predstavil svoj doktorat in že te je pokazal, da sodi v tisto skupino, ker so fejs aplikativni, ker jih delo raziskave so lejko hitro tudi v praksi ponicane. In tako je tudi k njej naključje, ko je sodeloval pri enem pomembnejšem projektu Pomurske akademije, pri katerem smo pomagali razvijati male hišne vetrne elektrarne, in tudi njegov delež je vključno pripomogel k tome, ko smo nenazadnje dobili za to raziskavo tudi zlato inovacijo. In tako rajši smo, da imamo že mlade, uveljavljene doktore, ker pridejo za svojim znanjem nazaj v Pomurje in ker seveda tudi to znanje uspešno prenašajo na mladi rod. Potrebe po energiji se vsak dan večajo, prav tako pa narašča interes za energijo pridobljeno s katerim izmed obnovljivih virov. Med temi je zagotovo najbolj stabilna in predvidljiva vodna energija, a je pri nas in v svetu večino vodotokov energetsko že izkoriščenih. Tukaj prednjačijo najbolj razširjene tehnologije za pridobivanje energije, ki običajno potrebujejo zajezitev. Nekateri še prosti vodotoki pa niso izkoriščeni zaradi ekonomskih ali okoljevarstvenih razlogov ali pa niso primerni za izkoriščanje s tovrstno tehnologijo. Med tehnologijami za izkoriščanje vodne energije se vse pogosteje uporabljajo tudi prilagojene tehnologije za izkoriščanje energije vetra. K njihovemu razvoju pripomorajo sodobne računalniške simulacije. Predstavljena je primerjava dveh metod numerične simulacije. Dariusove turbine s poudarkom na ustreznosti delovanja nove metode z uporabo modela gibanja togega telesa. Ta omogoča simulacijo turbine, pri kateri je le ta gnana s tokom tekočine. Prednost Dariusove turbine, ki imajo lopatice nameščene vzporedno z osjo vrtenja, je ta, da običajno ena turbina zadošča za celoten preseg vodotoka in tako potrebuje le en generator električnega toka. Konstrukcija turbine pa tako med delovanjem kot tudi mirovanjem omogoča razmeroma prost prehod vodnih organizmov skoznjo, ker ne potrebuje zajezitve. Dnešnje predavanje pomurskega akademika dr. Mateja Zadravca je vezano na njegovo znanstveno-raziskovalno področje, v katerem z računalniškimi simulacijami vnaprej napove, kakšen je tok tekočin. V tom primeru, da nam prikazal, kako se obnaša tok tekočin in kakšen je lejko tudi izkoristek turbine. Turbina je ena izmed ključnih stvari pri delanju elektrike in z dvema različnima metodama, da nam lejko fejst nazorno prikazal, kako še izboljšati izkoristek. Mogoče se komu vidi malo, zdaj pa za 1% izboljšamo izkoristek turbine. Da pogledamo, koliko v eno leto ta turbina napravi elektrike in če bi napravila 1% več, pa včasih vidimo, zakaj so še tako fejst važne vse te raziskave, ker nam te procent pa še kakšnega drugega cvi prinesejo. No in dnešne predavanje je z tega področja fejst zanimivo, zato vabljeni k ogledu. V zadnjem času so se pričeli izvajati različni poizkusi izkoriščanja energije morskih tokov, kjer se pogosto uporabi tehnologije podobne tistim za izkoriščanje energije vetra.
Model gibanja togih teles z novim modulom 6DOF omogoča simulacijo delovanja turbine tako, da je le-ta gnana s tokom tekočine kar bolj fizikalno opiše stanje v turbini. Raziskava temelječa na podlagi numeričnih simulacij podprtimi z eksperimentalno meritvijo je tudi lep primer, kako lahko optimiziramo in minimiziramo stroške razvoja. Letošnja predstavitev numerične simulacije delovanja vodne turbine je v bistvu nadaljevanje že lanskoletne predstavitve, kjer sem predstavljal simulacijo vetrne turbine. Ni isto, je nekaj spremenjeno, se pravi, ni samo druga aplikacija. Lansko leto, če se spomnite, je bilo govora vedno o tem, da se vetrnica, sam rotor vetrnice vrti pod neko konstantno vrtilno hitrostjo. Se pravi, v tistem primeru in v tistem času je bila to metoda, ki je omogočala modeliranje nekih vrtečih se geometrij MFR metoda oziroma Multiple Frame of Reference, kjer imamo eno območje, ki se relativno vrti glede na drugo območje. V tistem času sem že govoril o tem, kako lepo bi bilo, če bi bilo. In se je zgodilo, se pravi, v določenih komercialnih paketih in tudi same smo želeli na podlagi te MFR metode narediti to tako, da bi sam numerični model izgledal tako, da bi tok zagnal neko turbino. In v komercialnih paketih, oziroma odnosno v komercialnem paketu ANSYS, je ta novi pristop imenovan 6DOF, kar pomeni model togega telesa, oziroma 6 degrees of freedom. Se pravi, s pomočjo tega modela pa lahko res tok simuliramo tako, oziroma vrtenje lopatice, da nam zažene, kar je zelo pomembno pri določenih turbinah, kjer so kritični, oziroma kjer nas zanima, kako se same turbine zaženejo. Ok, sama aplikacija pa je aplicirana na Darrieussovo vodno turbino. Za tisti, ki se spoznate, Darrieusova turbina v bistvu je vetrna turbina. Glejte, v marsikaterih primerih v zadnjem času so se vetrne turbine aplicirale tudi na vodne, oziroma izkoriščajo kinetično energijo vode. In kot sem videl iz napovednika, bomo jutri videli, kakve so šanse, da to izkoristimo tudi v naši reki Muri. In glede na pregledano stanje in glede na ideje enega izmed doktorantov na naši fakulteti, je prišla ideja, da bi se uporabila Darrieusova turbina, ki jo je gospod Darrieus že 1931 patentiral, ampak ne v vetru, ampak v vodi. Ta bi bila predvsem primerna zaradi ene stvari, zaradi tega, ker ne moti tako toka, kot mogoče ostale kaskadne oblike. Bomo pozneje videli, saj ima dosti manjša zapolnjenost kot ostale vetrnice. Slabosti, ker je precej dolga, boste videli postavitev malo pozneje, so obremenitve na lopatice, kajti v zraku strnica težav kot bo verjetno v vodotoku, kjer je gostota medija bistveno drugačna kot gostota zraka. Se pravi, to so nekaj izhodišča, ki bodo pozneje v tej začetni fazi, pozneje seveda, ker je to širši projekt v eksperimentalni fazi, to so želje naš vseh numerikov, da nam navediši tudi eksperiment in potem na podlagi tistega eksperimenta primerjamo svoje simulacije. Se pravi, če še pogledamo sedaj obliko, v vetrnih turbinah ta stoji pokončno. Tu vidite, da smo obrnili na desni sliki leže in v primerjavi z, naprimer, z nekimi drugimi oblikami izkoriščanja vodotokov vidimo, da v matričnih postavitvah manjših turbin naletimo na več težav, se pravi, imamo več generatorjev, pri čemer pri tej Darrieussovi bi bila zadosti verjetno en. Potem vidimo tudi, da je zapolnjenost oziroma zaprtost same turbine bistveno manjša, kar je v bistvu ugodno za mikroorganizme, se pravi, tudi okoljevarstveniki bi verjetno tu bili bolj naklonjeni k temu. Seveda, če bodo vsi pogoji zadoščeni, da bo res ta turbina delovala tako, da nadomesti ostale. Pa če sedaj gremo na tisto, kar je moje delo, se pravi simulacija tega, se pravi, za začetek smo se
odločili, ker je prišla ta metoda gibanja tokega telesa, oziroma 6DOF solver zraven, da vidimo, kako se sploh ali se pokrivata prejšnja metoda, kjer mu rabimo podati vrtilno hitrost samega rotorja in hitrost toka vode, če se ujema z tistim, se pravi, da ne rabimo, ampak rabimo predpisati kaj? Predpisati rabimo vztrajnostni moment same lopatice, se pravi, ker ima neko lopatice, imajo, oziroma cela turbina neko maso, in po nekem določenem času, ko mu predpišemo hitrost, se vrtljaji ustalijo zaradi delovanja toka in tisti rezultati po nekem času bi se mogli ujemati z metodo Multiple Frame of Reference, se pravi to. Enačbe ne bi šel v bistvu, razlika je v tem, da pri tej prejšnji metodi rešujemo samo gibalne enačbe in mostne enačbe, če nimamo energijskih, pri tej novi metodi pa seveda zraven tega rabimo še računati ohranitev gibalne količine, saj jo rabimo izračunavati. Ok, tukaj je sedaj model. Glejte, vidite, da je primer dvodimenzionalen, ni dvodimenzionalen, kvazi dvodimenzionalen, v bistvu je tridimenzionalen, saj računamo tok tekočine, se pravi, ne moramo računati površinsko, rabimo volumske elemente, ampak je vzeti neki tanki del cele te dolge turbine in vidimo 3 lopatice, se pravi, območje, ki ga omejuje je dolgo 8 metrov, potem 5 metrov, širino 20 mm, se pravi en tanjši del. In premer samega rotorja, se pravi tega okroglega dela, je 1,5 meter. V bistvu rotor za premer je od ene lopatice, če bi ta gledali. To okoliško območje je samo navidezno območje. V bistvu tu je vse tekočina, ni nobena pregrada, ni nobena stena, le območji sta še vedno ločeni. Tok je bil 1,5 meter na sekundo. V primeru, ko smo uporabljali drugi, novejši solver, 6DOF, smo mogli predpisati tudi vztrajnostni moment. Lopatice, ki so bile, na primer, v tem primeru so bile neke standardne lopatice, NACA 001S. Zgoraj pa spodaj, v tem primeru, ki ga kažem, je bilo predpisano kot stena, se pravi kot v nekem kanalu. Zdaj, jaz sem prej poskušal, pa animacije ne delujejo, tako da sem vas skušal bolj vsem dobaviti vseeno. Glejte, tu je en primer, tok prihaja z desne strani. Zakaj je spredaj tako rdeče? Seveda, ker je glavno tok na lopatico in se poveča tlak, ker vidimo tlake. Tu bi videli, na primer, kako se lopatice konstantno vrtijo, bom pozneje pokazal, ker imam pa posebej posnetke, kako se lopatice konstantno vrtijo, ker je to bil prestop MFR. Sedaj, bolj kot to, so seveda zanimivi diagrame, ker z tistega praktično vidimo kaj doste. Glejte, na vertikalni osi imamo nanizan navor, kar nas ponavadi zanima, je navor, kak bo navor, potem spodaj pa na horizontalni pa imamo čas. Spremljamo eno lopatico, ki se vrti po času. In vidimo navor, se pravi, to je krivulja na tej lopatici. Kdaj je navor največji? Seveda, ko je lopatica proti toku. Potem, če gremo za drugo lopatico, se pravi, to je isto, samo spremljamo drugo lopatico, vidimo, da ima ta fazni zamik. Seveda, pač neki zamik, ker je za prvo in še tretja lopatica. Se pravi, vidimo, da se navori na vseh 3 lopaticah ujemajo, kar je tudi naše pričakovanje, da se ujemajo. Če to združimo, dobimo neki skupni navor, in na koncu neki povprečni navor. Se pravi, tako smo tudi delali lansko leto, ko smo skušali modelirati tisto vetrno elektrarno in sedaj, žal mi je mogoče do tega, ta simulacija ne bo šla, to pa je sedaj 6DOF pristop. Tukaj je bila modelirana, tega sem hotel pokazati, predvsem zaradi tega, ker je zgoraj ni stena, ampak prosta gladina. Se pravi, vidimo lahko zelo lepo, kaj se dogaja s prosto gladino med samim zagonom. Se pravi, kaj se dogaja tudi na površine. Aha, primerjava rezultatov. Glejte, če gledamo sedaj rezultate, tako kot sem že prej rekel, naša želja je bila, da vidimo, ali smo z obema metodama pravilno zračunali in ali se pokrivata. Se pravi, kaj smo naredili? Vzeli smo to novo metodo, predpisali hitrost toka, lopatica se nam je začela vrteti in ko je dosegla konstantne vrtljaje, smo
vidite tudi po navoru, to so vrtljaje oziroma kotna hitrost. In to kotno hitrost smo potem predpisali v starejšo metodo, multiple frame of reference, in gledali, kaj se dogaja z navorom. Se pravi, navor, če ga gledamo od neke točke naprej, se pravi, ko se nam vrtljaje pri 6DOF metodi ustalil, bi naj bil enak in vidimo, da se tudi zelo dobro pokrije. Se pravi, da amplituda je ista kot pri tej metodi, se pravi, da lahko z zanesljivostjo, potem odvisno od naših želj, bomo videli, zakaj odvisnosti, uporabimo eno ali drugo, ker bi drugače rekli, vse ta druga je boljša, ne, zakaj bi potem tisto. Vse je boljša, ampak računsko dosti bolj potratna. Po čem to vidimo? Gledajte, opazovali oziroma simulirali smo v enem primeru naprimer 10 sekund tega in računski čas je za neko zelo majhen, res te turbine so bistveno različne. Pri stari metodi naprimer 4 ure oziroma 5 ur, pri tej nove 6DOF metodi 15 ur. Vse je razumljivo, vse rešujemo več enač, to razumemo, ne? Ampak vseeno, verjetno, ko želite, kot v tem primeru, nekaj optimirati, iskati neke boljše rešitve, boste težko, da boste vse računali z neko naprednejšo metodo, res boste več fizikalnega dogajanja. Ampak, če vam neka druga metoda, v nekem ustaljenem delovanju, da za dosti dobre rezultate, je še vedno boljše, saj boste sproducirali več rezultatov. Se pravi, če na hitro zaključim, sama metoda je, saj sem že povedal, priročna, predvsem v tem primeru, bom pa zdaj pokazal, kajti, gledajte, sama ta turbina ima težave, da se težko zažene iz določenih položajev. Odvisno, kako so oprnjene lopatice, je težava z zagonom tega. Mislim, da ne bo šel, pa bom tu šel ven. Gledajte, tu je narejena sedaj analiza, če imamo dve lopatice. Gledajte, analiz teh raznih variant je bilo zelo dosti. Prvič, ugotavljanje primernega profila. Sedaj število teh lopatic v neki turbini je tudi pomembno. Gledajte, če imamo dve lopatice, se nam v začetku, ko turbina stoji, zasuče v kontrasmer. Zakaj? Ker so pač lopatice tako postavljene, da proizvajajo negativni moment in začne tako, ampak kot prije v določeni položaj, pa lopatice toliko bremeni z takim momentom, da je pozitivni več in jih začne seveda vrteti v smer, ki jo želimo. Ne? In na primer takih stvari, po čemer tu je še potem naprej nadgradnja tega, da začnemo tudi samo turbino obremenjevati z neko utežil bremzo, kar je tudi realno stanje, ki se dogaja na vetrnih elektrarnah oziroma na vodnih elektrarnah. Tako da vseeno je tu ena prednost tega orodja, pa mogoče še sedaj ista zapolnjenost, ampak 5 lopatic, ista zapolnjenost pomeni, da po površini, tu so lopatice manjše, tam so večje, zato so večje, ker bo ista zapolnjenost, se pravi po površini celega obvoda je, se pravi, če pa imamo, na primer, tu sedaj 5 lopatic, pa ista površinska zapolnjenost, vidimo, da se ne zgodi tisti povratni zasuk same turbine. Računalniška dinamika tekočin je veja mehanike tekočin, ki uporablja numerične metode in algoritme za reševanje in analizo problemov, ki vključujejo tokove tekočin. Osnova računalniške dinamike tekočin so Navier-Stokesove enačbe, ki jih rešujemo s pomočjo računalnikov, kjer se izračuna interakcija kapljevine in plina s površinami, ki jih opredelimo z robnimi pogoji. Superračunalniki visokih zmogljivosti dandanes omogočajo uporabo računalniške dinamike tekočin v vseh vejah inženirstva. Na podobnih področjih o Pomurskem akademiku dr. Mateju Zadravcu raziskujejo še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Henrik Gjerkeš, pomurska akademkinja dr. Boštjana Žajdena, pomurski akademik dr. Janko Slavič, pomurska akademkinja dr. Rebeka Rudolf, pomurska akademkinja dr. Dragica Noe, pomurski akademik dr. George Mejak in pomurski akademik dr. Igor Emri.